Za začetek kviz vprašanje. Koliko mikrofonov je v tem trenutku prižganih? 6. In tudi koliko kamer, ne, če smo že pri tem. Ja. A ja, to je za naju ali za vse? Glede na poplavo audio materijala v zadnjem obdobju, se mi tudi zdaj že audio video, ne, je to na mestu vprašanje, ne? Koliko mikrofonov je v danem trenutku v določenem prostoru prižganih. Antiša, ki je bil nekoč še guštar in pač, ki je služil rok, ne, morda se bo navezal na to bojdo anekdoto, da je pri, kaj se temu reče, komunikacijskih enotah, ne, ki so imele bolkane rusko opremo v JNA, se je potem na neki točki prižgala lučka, ker je pisalo vnimanje, neprijatelj se slušajet. To ne vem. Ne. No. A se počuti takoj olimpijsko? Ful olimpijsko. Ob tej zgodnji jutrni uri. Ja, le, pač kampanja, ne, olimpijada za politike in političarke in za medice. Zato. Drugač pa, ker vidva spremljate, da sta oba dosti športna, pa dosti za basket, Dončić ni šel mimo vaju, ne? Kaj ima to veze? What sports got to do with it? S politiko, pa mislim vse odgovore ti ponujo. Ne, kaj ima to s športom, ki si rekla, vidva sta oba bolj športnika. S čim pa pismo? Kaj ima to s športom? S čim pa? Kje je razpek Dončića? A to, da ga ignorirajo za MVP-ja, ali zato, da se krega sodniki, ali pač, bom rekel, te bolj osebne zgodbe? Vidim fan. Brez da odgovorim, vemo, kje si. Dobar, nič, kaj, imate še kaj, ali začnemo? Ja, mislim, lahko bi začel, glede na to, da je bera polna, da mislim še malo, ne, še ene 3 tedne kampanje rabimo, pa bomo imeli na 3 dni epizodo, ne na 1 teden. Ampak res. Pred nami je častna naloga. Politika me sicer kar zanima, pa v mladosti tudi lepa dekleta. Sej vam vidim v očeh, me zdi neverjetno, ker si bil mlad, pa nisi rabo. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobil. Toliko iskrenosti. Mene nihče ne bo prepričal, da krave preveč prdijo. Če bi vedel, da bomo to gnoja premetavali, bi prišel sem z vilami. Ker temu bomo naredili enkrat konec. Upanje umre zadnje, a ne? To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Jaz še nisem dobil prostora za repliko, tako da si bom vzel majčkeno več. Antiša Korjan, Aljaž Pengal-Bitenc in z vami tudi Nataša Briški. Začela bi, če nimate kakšnih drugih idej, mogoče najprej s tem paketom prisluhi. Aljaž, ti si napisal obsežen blog na to temo. Kar smo že kregan zaradi njega. Ja, res? Pač za pristransko piškotarstvo. No, dobro. Tako, pač, ne, the name of the game. Jaz bi mogoče vsem bi si vzel trenutek pač in pribeležil, da na tej točki, ko je šla ta epizoda ven, je še 1 teden in približno 12 ur do začetka predvolilnega molka. Samo tako, da bomo vedeli, kje smo. Čeprav to sem glih zanj študirala. Midva sva pred leti posnela eno epizodo na to temo, češ kao anything goes, če nisi že upleten neposredno v kampanjo, ampak to se je potem spet spremenilo in sem si rekla, malej, ne da se mi res teh izmišljotin več brati in gledati, pač v petek je ta zadnji dan nasleden, ko se lahko še kaj reče, pa rajš bodite tih, zaradi tega, ker si sprot zmišljujejo pravila igre. Ja, ne, pač sodbo Vrhovnega sodišča imamo na to temo, ne, ki je precedenčna in to je to. In lahko rečemo samo, da je totalen bullshit. To, da soboto ne smeš nič govoriti, da v nedeljo moramo biti tih. Za tiste, ki so aktivno vključeni, bi rekla, ok, ja, seveda. Za vse ostale pa je to totalen bullshit. In pobuda predsednika vlade je padla, rekel, prazen prostor. Ne? On je, če se spomnimo, pred časom napovedal, da bo sprožil razpravo na koaliciji o ukinitvi volilnega molka. Ne? Takrat sam vem, da sem to stvar kar pozdravil. Verjetno bi vidva storila podobno, oziroma sta se morda strinjala, ker mislim, da smo se tudi tukaj o tem pogovarjali, sta se strinjala, ampak ta stvar potem ni imela praktično nobenega odmeva, ne? Ta njegova napoved. Niti odmeva, niti realizacije, no, pravzaprav. Zato, ker je ribariti v kalnem lažje, ne? In ker imaš tudi po drugi strani, se v bistvu pa to navezuje na nekaj, kar bomo mogoče omenili v tekom današnje epizode,
Na Vrhovnem sodišču poteka obravnava te pobude Bogdana Dobiščaka kot prvopodpisanega in zagovornikov zakona o prostovoljni pomoči pri končanju pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ne? Kjer v bistvu je vprašanje ravno to, ne? Kdo lahko sodeluje v kampanji, a je tisti, ki sodelujejo v kampanji, so lahko samo tisti, ki to javno povejo in morajo biti vsi ostali skozi tih, ne? In tako dalje. In so v bistvu vprašanje volilnega molka pol na to tudi nekako navezuje, tako da po mojem zdaj spet so vsi tako malo, 6-7, ne gledajo, v katero smer jim bo bolj koristilo in pa so rajš tih, tudi po pitanju volilnega molka. Se pa strinjam s tem, kar se ti Antiša rekel in s tem, kar je Nataša rekla, v letu 2026 je to pretty much bullshit. Totalno, ja. Ja, nič pojmo pol kar s temi prisluhi, torej, tisto, kar smo nekaj epizod nazaj rekli, da se čaka, kaj bo tisto tako imenovani oktobrsko presenečenje in se dogaja marca, paket prisluhov, dozirajo jih ne vemo kdo. Vsak dan neki ali pa na 2 dni neki ven pride. Zaenkrat so se v teh prisluhih je najprej nastopila Vuković, Vesna, nekdanja, kaj je bila ona, generalna sekretarka vlade, ali pa oziroma stranke, ki pravi, da zdaj 2 leti že več ni zraven, kdor temu verjame, to je eno, pa mislim, da se je ministrica Bratušek, pa predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, pa Dominika Švarc Pipan, pa v zadnji verziji oziroma v zadnjem paketku še odvetnica Nina Zidar Klemenčič. Pa Bešič Loredan. Ampak Bešič Loredan, Bratušek pa Klakočar Zupančič so omenjeni, ne? Bešič tudi govori. A tudi govori? Ja, okay. ja. No, pa mi povejte, kaj si nekako mislite o tem. Ta moment ne vemo, kdo to spušča v javnost, ne vemo, ali drži, ali je sfejkano, ali je z AI obdelano, kot pravijo eni. Zdaj tisti, ki so se znašli na strani obtoženih, na kjer se kaže s prstom, pravijo, da to ni res, da gre za manipulacijo iz desne, lejte, kaj delajo, bomo to kar mirno požrli. Antiša, kako ti vidiš kar se dogaja, no? Kaj vidiš v tem? Za koga je to dobro, za koga je slabo? No, zdaj, glede na to, da so doslej bili prvokategorniki praviloma recimo temu s koalicijske strani, ne, sploh ne dvomim, da ta zadeva po neki logiki je bila generirana na desni strani oziroma desnosredinski strani slovenskega političnega prostora, ker samo njim to lahko koristi, ne. Zdaj, kar se tiče, jaz seveda si ne domišljam daleč od tega, da bi bil tisti, ki zmore presojati, ali so te stvari pristne ali ne, ampak ne. Vsaj pri Vesni Vuković, ki kot se zdaj kaže je največja tarča, jaz niti za hip ne podvomam v to, da so te stvari avtentične, ne. Jaz sem imel tudi priložnost z njo v nekem obdobju dosti intenzivno sodelovati in točno to je način govorjenja in tudi razmišljanja, ki ga imenovana izvaja, tako bom rekel, ne. Sicer je pa tako, a veste, jaz mislim, da najprej, ko mine tista faza voajerizma, ne, ko malo gledamo, pa malo se nasmihamo, pa tako naprej, pa malo zavijamo z očmi, na kakšen način se kdo in s kakšnim besednjakom pogovarja, ne. Pol pa jaz mislim, da bi pri nas vseh morala nastopati ena faza zaskrbljenosti. Namreč, ne. Ker vse bolj se kaže, da bo to eno zelo močno orožje, in to ne samo v predvolilnem obdobju, ne. Te zadeve so bile pripravljene, pridobljene in tako naprej, daleč pred volitvami, v predvolilnem obdobju so bile samo spuščene v javnost, ne. In zdaj, dajmo se vprašati, kdo si želi živeti v družbi, kjer nikdar ne veš, kdo in kje ti prisluškuje, ne. Nekoč je na teh prostorih vladala ena organizacija, ki se je po ljudsko
se je med drugim prijel izraz služba, ne, z velikim S. In jaz mislim, da to so še ostanki načinov delovanja prav te službe. Ne. Tej službi se je do leta 1966 reklo tudi UDBA, potem se je rekel SDV, ne, služba državne varnosti, oziroma SDB, oziroma državne bezbednosti in tako naprej. Skratka, služba oziroma UDBA, to so, jaz ne rečem, da so to še zmeraj ljudje, ki so službi in UDBI služili v 80-ih, 70-ih in ne, še prej morda, so pa to nedvomno načini, kako je ona, ta služba namreč, delovala. Ne. Tako da razmislek, kot sem rekel, ne, ko enkrat mine to, poglej, ne, bi lahko oziroma celo moral iti prav v to smer. Ne. A si želimo biti skozi v enem strahu, ne, gledati čez hrbet, kdo hodi za nami in ali nas morda tudi snema. Predvsem pa tisti, ki to ven dajejo, je verjetno zadnja briga to, kar tudi kričijo, korupcija, izkoreninimo korupcijo, ne, ker če bi res to bil cilj, bi verjetno dajali ven že sproti, ne. Aljaž, ti si daljši post na to temo napisal, daj za potrebe poslušalstva LDGD povzam, kaj so v bistvu tvoji glavni pointi. Mislim, glavni point je v bistvu že Antiša povzel, ne. Jaz mislim, da o tehnični verodostojnosti teh posnetkov v resnici ne moramo dvomiti. Zdaj pač na družbenih omrežjih se je en kup ljudi s certifikati iz, ne vem, AI-ja in montaže zvoka in 3 pizde materna, da se je zgodil. Se je pač zelo enostavno, ne. Stil, ton, kvaliteta, tako dalje, vse pač kaže na to, da so te posnetki pristni. Kar ni pristno, zdaj za Vesno Vuković ne vem, ampak glede na to, da je očitno snemana samo, velikokrat snemana samo ena stran pogovora, pa z audio posnetki je seveda to toliko lažje narediti, kar ni pristno ali pa zmanipulirano, je sosledje stvari, ki so izrečene, ne. A veš, že recimo pri Dominiki Švarc Pipan je v enem posnetku jasno, da ko je snemal med kosilom, se ona ful govori, pa nekje na sredini, ne, dobi krožnik pa reče bon appetit, ne, pač očitno stvari niso predstavljene konsekutivno, kar samo po sebi to že iz bom rekel, bolj zgodnjih delov televizijskega medija vemo, ne, se da pač te stvari zmontirati tako, da pač izpadejo bolj grozno, kot so bile mišljene v tem kontekstu. Ampak spet, kot si ti rekla, Nataša, ne, tukaj ni poanta razkrivanje korupcije, tukaj je poanta, da to zdrži do naslednjega tedna, do volitev, pa da vpliva na volitve. Zdaj pa, vsem bi jaz še nekaj drugega rekel na to, kar je Antiša rekel. Če je, oziroma tako, tam noter so nekaj stvari izrečenih, ki bi morda zahtevale pozornost državnih organov ali pa represivnega aparata. Ne, tudi če so ti ljudje to govorili zato, da se, kako bi temu rekel, da izpadejo bolj vplivni. Da veš, da pač ne vem, Dominika Švarc Pipan reče, da ona lahko, ne vem, kadarkoli pride do Jankovića ali pa do Goloba ali pa karkoli, ali pa da je Nina Zidar Klemenčič videla pogodbe, kjer je Zoki vzel 10%, ne? Tako, zakaj to govoriš v kamero, oziroma zakaj to govoriš ljudem na sestanku in tega ne naznaniš državnim organom, če je to res, ne? Če pa lažeš, pa jebi ga, mogoče nisi tak lobist ali pa lobistka, ki želiš vsi, da mislimo, da si. Ne? Se ne govoriš tega, oprosti, sam za, ne, se v bistvu ne govoriš tega v kamero. Za kamero ti ne veš, ne. Tako, to je res. Ampak pač kukorkoli, veš, da je, ali ti nabijaš, ne, na enem sestanku z nekimi poslovnimi partnerji, za katere misliš, da jih boš malo okoli prinesel, ne? Ali pa ti veš stvari, ki bi jih morali tudi drugi vedeti, pa si tih in si vso storilstvo. Se to je bila poanta od Logarja na soočenju, mislim, da na Pop TV ta teden, ne? Ja. Ko je rekel, v redu, ne, ampak če je to nastalo oktobra 23, kje ste bili doslej, ne? Kdo je iz vodilne stranke, če se je to vedlo, ne? Kdo je prijavil Alenko Bratušek, da je pokradla koliko, 1,5 milijona, 2,5 milijona, ne? Zakaj to ni bilo naznanjeno? In to je bila ključna poanta v tej razpravi, ki jo je takrat dal Anže Logar. Tako, in po drugi strani, ne, je prvič res in drugič ljudje, ki so to posneli, če veš za kaznivo dejanje, ti zakon nalaga, da tudi svoje stvari narediš. Skratka, tukaj je pač serija nekih manipulacij, preračunljivosti in tako dalje,
spet vse v funkciji tega, da se vpliva na volilni rezultat. Ne. In zadnja poanta, ne, mislim pa, da je vendarle Antiša pa seveda prav, da to koristi strankam na desni sredini, desni in na skrajni desnici. Mi pa vsem zanima, kdo je to izvedel. Ne, ker se mi zdi, da pač vendarle nivo in kompleksnost take stvari presega običajne budžete slovenskih strank. In če tudi imamo pač v teh prostorih tradicijo tovrstnih akcij, ne, meni je prišel na pamet JBTZ in ponarejeni oziroma na pol ponarejeni dokument, na podlagi katerega so pač tudi Janšo, Bošnerja Tasića in Zavrla zaprli, pa Kučanov magnetogram, stenogram, kako je že bilo, vse te zgodbe. Ne. Ampak nekdo je moral to izpeljati. In to je bilo vendarle na neki očitno dovolj profesionalni ravni narejen, da je nekdo pokuril tudi nek asset v obliki neke firme, ki je obstajala, pa spletne strani, ki je obstajala, pa je pol zaprl. Tako da, ne vem, flood the zone with shit, je rekel Steve Bannon in mislim, da tukaj to gledamo. Kakor sem ujela te strokovnjake za to vrstne stvari, ne vem, če so govorili v smeri, da je to res nekaj, kar rabiš ful denarja, pa ful znanja, pa ful opreme, da se da na črnem trgu te naprave, če recimo se nameniš kaj takega delati, kar dosti poceni dobiti. Pred dnevi, k temu, kar sta vidva rekla, bi jaz samo 2 stvari še dodala. Pred dnevi sem brala en zelo zanimiv članek na Financial Timesu. Zdaj, vemo ne, ali so fejki, lahko se strinjamo, to je podobno tistemu, kar ta in ta dela in tako dalje, ne. Ampak za prmej ne vemo, danes to se lahko verjetno strinjamo, da z orodji, ki so na voljo danes, se lahko fejke že toliko dobre naredi, da je težko vedeti, ali gre za res ali ne. Forenzične preiskave trajajo dalj časa. No, v članku je pisalo, da za kloniranje glasu potrebujejo zares vsega 10 do 15 sekund dolg avdio. Skratka, ne rabiš ti od človeka ure in leta pogovorov, da lahko kaj takega narediš. Še vedno kar je strašljivo, ne? Ja, kar je totalno strašljivo. Kle ti bom mogoče mečken sen mal nasul peska. To meni ni treba, to lahko Financial Timesu. Ampak hočem reči, mislim, da je jaz verjamem, da kaj Efti napisal drži za angleško govoreče področje, kjer imaš ti tako zelo velike jezikovne modele, da lahko to dejansko kloniraš, ker vprašanje tukaj je besedišče, je slovnica, so govorne napake, vse, a veš, mogoče 20-25 za slovenščino, te stvari so res danes. Mislim, je tako, jaz še vedno verjamem, da je materiale za slovenščino odločno premalo, zato da bi lahko ti verodostojno kloniral en X glas, sploh bom rekel tak specifičen, kot ga ima Vesna Vuković, da o tonu, načinu, vsemu temu, kar Antiša rekel, ne govori. Ja, mogoče je pa ravno v tem tudi odgovor mi je, ko sem podobno govorila, ena oseba, ki pozna tudi te stvari, odgovorila na to, da je to zelo podobno, da je težko, da je fake. V glavnem, kar po mojem se ta moment lahko strinjamo, je ne vemo. Ja? Lahko bolj ali manj verjamemo, ampak vemo, smo v biznesu ugibanja, nismo. Vemo pa ne. Skratka, no, to je ta podatek, je mene v redu, ali pa če je za slovenščino malo več potrebno, ni pa to tako, kot je bilo 10 let nazaj. Te fejki danes so res lahko zelo in zelo dosti hitro narejeni. Glede samih prisluhov pa še 2 stvari. Katere stranke ni v njih? Ni SD-ja? Ne. SD je omenjen samo. Od vladajoče koalicije samo Levice. Levice ni zraven, ja. Levica ni niti omenjena, ne? Tako, še. Ja, ok, to snemamo v četrtek dopoldne, ampak point je sam bil, kar želim nadaljevati, je to, kar sami v kampanji poudarjajo, mi nimamo afer. Plot twist, vse skupaj je zorganizirala Levica. Tako sem hotela točno do tega pripeljati, da je Levica te prisluhe ven spustila, plus še ena stvar, obadva sta rekla, ugotavljate in se strinjam z vama, da je eni strani to koristi, tako da vsem da bi Levica to ven dala, je malo daljnosežna, ampak z izjemo Loredana, ki ga zares
ni več zraven, tudi, no, se tudi Švarc-Pipan, ampak, a veš, Vuković, Bratušek, UKZ, Švarc-Pipan, Zidar Klemenčič, same ženske. A je to naključje? A je tudi to naključje? A veš? No, anyway, dajem na mizo in v razmislek, ker če pogledamo tudi proti komu so interpelacije intenzivno letele v zadnjih 4 letih z naskokom vodjo gospe. Jaz sicer mislim, da to isto sem jaz opazil. Mislim pa sicer, da je to pač funkcija tega, da so v tem mandatu imele političarke dosti bolj prominentno vlogo in niso bile zgolj samo za okras in se pogosto pač tudi postavlja na zadnje noge v odnosu do moških kolegov, tudi znotraj iste politične opcije. Koliko je imel interpelacij Han Boštjančič? Ne, se strinjam, hočem ti reči, da je... Okay. Hočem ti reči samo to, da je dejstvo, da so one zdaj na udaru, posledica tega, da so bile dosti bolj aktivne in proaktivne in propulzivne v tem mandatu same po sebi. Če pa me sprašuješ, a imamo še kakšne moške kandidate, pa so jih izbrali. Ne sprašujem te tega, kar sem hotela povedati je, da z ene strani zelo konkretno leti Bog, družina, domovina in ženske nazaj za šporhet in da je iz tega tudi razlog, zakaj so toliko bolj na udaru. Pri čemer seveda ne govorim, tle ne razpravljam zdaj, ne vemo, kriv, ne kriv, ampak intenzivno gre pa zelo v eno smer. Bi tukaj sam res še dodal, da imamo na tej spletni strani še 4 neaktivne razdelke, apendikse, slepiče, ki domnevam, da bodo v naslednjih 10 dneh še zapolnjeni. Še odprto. Drugač pa, kaj pa mislite o tem, sicer v času, ko to snemamo, šele začenjajo s stavko, ampak 5 minut pred 12 stavka policisti, napovedali so stavko poklicni gasilci Antiša. Tako se mi zdi totalno predvidljivo, dajmo nekaj dni pred volitvami, ker je jasno, komu bo to škodilo in zakaj pa ne. Ampak ravno zato ne vem, koliko je to lahko smart in koliko res lahko izkoristijo. Kaj ti misliš? No, predvsem je šlo to v celoti mimo mene. Jaz moram reči, da sem se je danes šele začel. Z enim očesom sem to opazil na poročilih in se temu pravzaprav nisem prav zelo posvečal. Me pa to, ko si opisovala, Nataša, spomne na novinarsko stavko leta 2004, ki so jo oklicali na volilni dan, s čimer že po takrat mojem prepričanju, ki je danes še morda še bolj utemeljeno oziroma utrjeno, s tem pravzaprav zanikaš lastni obstoj, novinar, ki na volilni dan ne opravlja svojega dela, ampak to so stare zgodbe. Tako da pri gasilcih in policistih pa ne vem pravzaprav, kaj bi rekel glede na to, res, da je šla ta stvar povsem mimo mene. Aljaž, zate v bistvu podobno vprašanje, čeprav še eno stvar sem opazila, ko se kampanja približuje zaključku. Tole kar ogabno, kar se nekateri lotevajo, ubijanje živali v kampanji, to sem opazila, pa posledice vojne v Iranu in bencin. A misliš, dobro, daj najprej, a imaš kakšno misel na to ubijanje živali? Jaz razen tega, da bi zelo ostro kaznovala vse in vsakogar za mučenje, ne samo v kampanji, ampak na splošno. Nimam za dodati, sem se pa ob tretji stvari, ki jo dajem še zdaj v obtok v kontekstu te vojne v Iranu in pomanjkanja bencina, pišem, a je to, misliš, naključje, da na Petrolovih, vsaj na mojem koncu, ni bencina, na OMV je, a misliš, da ima kaj veze s tem, ki je Petrol imel z vlado aktualno pred par meseci, leti, glede teh dajatev, ki so pol na bencinske ročke dajali, toliko pobere država, samo toliko zaslužimo mi. Zdaj moram citirati mojega priljubljenega slovenskega kantavtorja, enega od njih, Janija Kovačiča, ki je v enem od komadov vzkliknil: "Naključij ni, so samo sovražniki." Sploh 10 dni pred volitvami. Zdaj, kar se stavke tiče, je v resnici od vseh teh, kar se mi naštela, se mi zdi še najbolj legitimna.
Prvič zato, ker so jo napovedali že dosti prej, ker so bila neka pogajanja, so bila poskušana. Jaz sem bil celo, se mi je zdelo za hipec, da so blizu dogovoru, pa očitno niso. Zdaj, a veš, en teden pred volitvami je, 10 dni pred volitvami se meni zdi, če bi bil jaz sindikat, pa bi imel kakšno kost za oglodati, se mi zdi tudi v bistvu idealen čas, ne, da rečem, ne, ali bo se zdaj dal, ali pa, a veš, kako se že temu reče, dobro oblast imate tukaj, a ne bilo škoda, če bi se je kaj zgodilo. Pač poskušaš skeširati, zdaj, a je to v funkciji pomoči drugi politični opciji, ne vem. Mislim pa predvsem, da je ne glede na vse vloga, naloga sindikatov, sindikalnih gibanj ta, da pomaga svojim članom, da zagovarja interese svojega članstva in mislim, da se v principu je to dobro, ne glede na to, kakšne posledice politične bi pač to lahko imelo. Če je ta bomba tlela že dlje časa, pa je vlada ignorirala, potem je seveda logično, da ji eksplodira v glavo 10 dni pred volitvami. Če je čisto politično, je v bistvu pa to v bistvu članstvo potem na škodi zaradi tega, ampak to bojo morali pa pač člani med sabo zrihtati. Tako da jaz tega dela niti ne bi toliko problematiziral. Seveda bi problematiziral vprašanje, delamo še vedno državne firme, ki sliši na ime Petrol, ki, čeprav razumem, preprodaja goriva ni njen več glavni biznis, čeprav je še vedno vključen. Tako da po mojem je njim bolj v interesu to, da imajo oni lahko trgovine odprte ob nedeljah, kot pa da bencine zmanjka. Ja, meni se to zdi neka oblika pritiska na oblast. Mislim, jaz ne vem, a je kaj na tej stvari, ampak to je prva stvar, ki sem jo opazil. Sem rekel, zakaj oni imajo te pa ne in tele ne že od ponedeljka, sreda. Če pa ni, pa kakšna kurčeva krš firma in kaj že slovenski dobavitelj energije, če ti ob tem, da takoj, ko začnejo rakete leteti, da ti zmanjka goriva. Antiša, na teh poteh, ko se ti voziš, če si slučajno opazoval, a je res bila kakšna razlika med drugimi ponudniki bencina in petrolom? Nisem opazil. Nisi opazil, ok. Pa se mogoče, da je tudi sam na mojih linijah. Ne, jaz nisem, skratka. Kar se pa zloraba, mučenja in pač mrtvih živali in tako dalje tiče, pa se strinjam, kar si rekla. To je pač je kruto, je zavrženo, mislim, da pač veliko pove o tistemu, ki je to sposoben narediti. Hkrati pa na neki metaravni to govori tudi o tem, kar v bistvu mi tukaj tudi že skozi trajbamo, da je ta kampanja, posebej ta kampanja, tako izrazito nevsebinska. Da v ospredje prihajajo taki triki, ki oni potem sami po sebi postanejo vsebina kampanje, kar je pa mislim, da je kar obsodba večine udeleženih strank. Prehajam na naslednjo točko, razen če ne želite še temu kaj dodati, bi pogledala mal ankete. Kažejo, da naj bi se med SDS in Gibanjem Svoboda razlika zmanjševala. Še vedno kažejo več ali manj, da naj bi nekje polovica bila na levi, polovica na desni. In se potem seveda že vrtijo scenariji o možnih zavezništvih. Zdaj pa najprej, a sta vidva, ne kakšen je bil rezultat, ampak če sta katere od teh hitrih anket, ki naj bi pokazale, katera stranka ti je najbližja, a sta vidva to kaj izpolnjevala? Ne. Jaz pa sem. Ja, jaz tudi, mislim, nisem vseh, ampak se tudi rada grem to igro, pa drugega, kakor to sam z enim stavkom, takih navijaških preproščin z leve in desne, kot v tem ciklusu, pa že nekaj časa ne. Meni je seveda jasno, da v 3 minutah, kolikor jih je folk pripravljen, maks nameniti tem stvarem, da pač z več kot z nekimi 10 vprašanji ne boš prišel čez, ampak iz obeh ali pa vseh strani tak navijaški bullshit, da tako ne izpolnjujte. Predvsem pa, jaz sem izpolnil 2, eno od danes je nov dan in drugo od, volitvo box, ki mimogrede sem ga našel na enih stikerjih po ljubljanskih semaforjih.
Tako da pač ta level kampanje je očitno tudi aktiven. No in seveda v enem ali v drugem so na vprašanje odgovarjale samo ene ali druge stranke. Ne? Tudi pač potrudili se niso, a veš, kdorkoli. Se ne morajo, nimajo se kaj potruditi, ker dobijo odgovor. Ne, hočem reči, a veš, nihče ni šel skozi programe, pa rekel, moja ocena je, da je stališče Vesne tako, da je ocena SDS-a taka in tako dalje, pač ne. Oni so mu naprej poslali vprašanje, odgovorite, tisti, ki so odgovorili, evo vas damo, drugi pa ko vas jebe. Ne? Tako da v osnovi gre za to so orodja se pravi GOTV, ne? Getting out the vote. To sploh ni vprašanje informiranja, to je vprašanje aktiviranja. Antiša, ti, ko sem omenila ta pakete, zavezništva možna, kaj ti vidiš pri tej, kakšne scenarije vidiš ali pa v kakšnih razmišljaš, ko spremljamo ankete, ki seveda ne vemo, koliko so zadele, zadnja leta ne prav veliko, ampak vseeno. In kakšna zavezništva vidim? Ja, kaj vidiš, da se bo? 17 kandidatnih list je, mislim, da jih je sam 15, ki bodo prisotni v vseh enotah in okrajih. Da trenutno pa ne vem, 6 in 7 kaže, da bi noter prišli. Ne dost drugače, kot trenutno je. Jaz marsikakšno zavezništvo vidim, marsikakšnega pa tudi ne. Gotovo ne vidim zavezništva med Svobodo in, oziroma tako bom rekel, ne vidim zavezništva med Levico in SDS-om, z nekaj domišljije, s precej domišljije bi recimo videl zavezništvo med Svobodo in SDS-om, čeprav zdaj oboji prisegajo, da niti slučajno. SDS in GS. Svobodo. Ko podkliče zgodovina, se veš. Ja, razumem. Sem mislil, da boš rekel, da vidiš z veliko domišljije Levico in Demokrate. Ne, to pa ne. A bejš nekaj, to težje vidiš kot Karuno. Ja, okay. Vidim tukaj zelo možnega koalicijskega partnerja, kot zelo možnega koalicijskega partnerja, seveda vidim Demokrate Anžeta Logarja. Jaz mislim, da bojo kar precej odprti za sodelovanje tudi v Novi Sloveniji in socialni demokraciji. Ostalo bi pa špekulacije, pa bi morda. Imaš ti, Aljaž, kakšne drugačne misli? Čakaj, sam še to, Antiša, ko si rekel, da z nekaj domišljije vidiš, da bi lahko. S precej domišljije. Ajde, ja. GS pa SDS. Z precej domišljije, kdo pa od dveh ta glavnih bi bil pol PV? Ja, Blaž Brodnjak vendar, ne? Ja, unka bo bolj spreten pri preigravanju. In ko sem rekel domišljija, seveda to govorimo. Štekam, ja. A veš tako, da tik preden gremo na ponovljene volitve, Aljaž bo znal postrežiti, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni. To sem nekoč vedel, da je to malo išlo iz spomina. Ampak, veš, ko se že odigrajo določeni krogi poskusov oblikovanja vlade, pa ne gre, potem pa se zgodi tisto, čemu jaz rečem klic zgodovine. Ali pa stisnejo zobe, zaprejo nos in rečejo, ajde pa dejmo. Tako, to bi recimo bil ena taka fantazija. Aljaž, povej. Čekaj še kakšno zanimivo kombinacijo. Antiša is into kinky stuff, ne? Ja, tako. V redkem trenutku lucidnosti je Igor Lukšič rekel, da kaj pa če je 45-45 naravna delitev slovenskega parlamenta. In v resnici se mi zdi, da so to še najbolj normalne volitve po zelo, zelo dolgo časa, ne glede na vse to, kar se zdaj dogaja. Ankete, mislim, da so ankete eden od vzrokov temu, da se prisluhi in pač prva tema, ki smo danes odprli, da se je sploh zgodila, ker je očitno, meni se zdi to reakcija na dejstvo, da je ravno to, kar ste rekli, da je GS zaprla ta prostor do SDS-a in pa, da je se Levica odlepla od kaj se temu reče, glavnine, v kolesarskem žargonu. In ta hip vozi svojo dirko, nekje vmes, na okoli 8-9%, odvisno kako štejemo. Tako da jaz tukaj v resnici, kar se možnih koalicij tiče, vidim obstoječo plus Demokrate. Jaz mislim, da
da če. Levica, da bi lahko z demokrati, to, kar je Antiša sicer rekel, da vidi tudi z veliko domišljije ne vidi tega. Tukaj bo tako. Antiša ima seveda prav na tej točki, da vsaj nekdo bo moral začutiti klic zgodovine. Mislim, da teh nekdojev bo več. Ker sploh, če bo imela Levica dober rezultat, boljši od tega, ki ga ima zdaj, potem brez njih levo-sredinska vlada ne bo moč sestaviti. Brez demokratov v resnici tudi ne, če se ne vem, kaj ne zgodi. Medtem, ko na desno-sredinski strani, pa koliko stvari zdaj v zadnjih anketah stojijo, kombo NSI, SDS pa demokrati tudi ne bo imel dovolj glasu in bo moral nekdo četrti jeti čez. Zdaj, ali bo to resnica, ali bo to, ne vem, SD, ali bo to karkoli, a veš, stvari potem hitro ratajo zelo komplicirane. In mi bomo, po mojem, da ta točka klica zgodovine je potem še en dosti bolj umazan del tega, ne, da se potem posamezni, vse o tem smo se že pogovarjali, da potem posamezni poslanci začutijo klic zgodovine. In mi, če bomo imeli res smolo, ne, se nam bo zgodilo, da se bodo razbijale poslanske skupine, da bojo se na posamezne poslanke in poslance pritiskali, morda tudi na načine, kot smo jim bili priča zdaj, se pravi, da se bodo kakšni posnetki pojavili, pa se bo potem koga silili k odstopu, zato da bodo prišli bolj, kako temu reče, sodelovanju naklonjeni osebki v parlament, ne, z ene ali pa z druge strani. Ta igra zna biti zelo, zelo grda. Fantasy time. Jaz še vedno trdim, da je, in to bilo tudi ne samo fantasy, ampak državniško, se pravi, ja, absolutno fantazija. Da slišimo. Vlada pod vodstvom Gibanja Svoboda, ki ima na levi strani SD in Levico in na desni demokrate in NSI. In temu rečeš koalicija normalnosti, izven nje pustiš SDS in po možnosti resnico, če pridejo noter, imaš več kot dovolj glasov za udobno vladanje, medtem ko je mandat vlade zelo strogo določen, ozek, črt špura je narejena do konca mandata in se dela samo to. Vse ostalo je glasovanje po lastni vesti, tako kot sem imel v bistvu aranžman z Levico zdaj. Recimo. To je v bistvu vlada narodne enotnosti. Ja, pa ni, v politologiji vlada narodne enotnosti so pač vse stranke noter. Ne? Tako da koalicija normalnosti. Evo. Čak, da še enkrat jih naštejte to tvojo koalicijo normalnosti. Se pravi, GS kot vodilna stranka, pa na levi strani SD pa Levica in na desni demokrati in NSI. Lahko celo izvedeš Drnovška leta 94, ne? Ali ne, 92? 96. Ne, 92, da skleneš dva separatna koalicijska sporazuma. Enega z Levico in enega z desnico. Tale se mi zdi kar močna, če že, preden nadaljujem s svojim izvajanjem, bi rekla, da se mi zdi, sodeč po aktualnih anketah, najbolj realno in nemogoče, GS, SD, NSI Fokus, SLS in demokrati. V opoziciji pa Levica in SDS. Ampak potom, kje so volitve, ki jih rabiš? Jaz sem šla malo gledati, kje vse stranke, se pravi 17 kandidatnih list imamo. Povejte, kje se recimo z mano ne bosta strinjala. Razdelila sem jih malo po skupinah. Skupina z kapacitetami za vladanje v smislu ljudje, infrastruktura, izkušnje, SDS, GS, Levica, SD, NSI, SLS, Fokus in demokrati, ki jim kaže, da bodo noter prišli. Zdaj, potencialno bi rekla, da kakšen kader, če bi noter prišli in bili v koaliciji, bi jih lahko prispeval še prerod, ampak jim ne kaže dober. Pol skupina, ki je blizu, ampak po mojem nimajo interesa po sodelovanju v vladi, bi pa lahko bili tudi v opoziciji, Resnica in Pirati. Skupina, ki je tam, po mojem, za 1% plus parlamenta, glede na ankete, zelo verjetno niti od blizu ne bodo videli, so socialisti, pa stranka generacij Zeleni Slovenije in pol še skupina Luni, ki tle bi pa res rekla, da je mogoče še najbližje temu stran vržen glas, Erjavčevo zaupanje, Ruparjev glas upokojencev, Jelinčičev SNS, Violeta in njena alternativa za Slovenijo. Pazi to, nisem sploh vedela, da je spet v igri. Weber in njegova sloga.
Tudi Weber je v igri. Pa še 200, ki pa ne bojo Za povsod, zdravo družbo imeli si kandidate. pozabila. Oni so ključni igralci v tej zgodbi. Katera? Za zdravo družbo. No, 200 še, ne vem, kjeri so. No, ampak a se bi lahko strinjala s povedanim ali bi koga dala v kakšno drugo grupo? Jaz bi dal resnico definitivno v grupo, ki bi na vsak način hotela biti v vladi. A res? Ja, zato, ker se mi zdi, da je to mogoče ne njihov interes, ali pa še ne vejo, da je to njihov interes, gotovo je pa to interes ljudi ali pa skupin geopolitičnih akterjev, ki jim je v interesu, da je resnica, da je politična akter. Ker se mi zdi, da so iz obeh in leve in desne, da če pa s kom ne bi sodelovali, da je pa to resnica, ampak dobro, to je drugo. Ja. Ampak to ne pomeni, da resnici ni v interesu, da bi bila v vladi. Mislim. Ker ti lahko narediš več škode, več demontaže demokratičnega sistema. Od zunaj ali znotraj. Jaz mislim, da so oni tako, kot Jelinčič, z nobenim interesom po vladanju, ampak biti zraven noter, cash, uno tretje. Mislim, keški so že v redu, sem keški za njih pridejo tudi drugot, ker drugače ne bi jim težko vse tole šli. Pirati, jaz bi dal Jelinčiča, bi ga dal definitivno v uno grupo, ki se rekla, da je vsaj 1%. Zmago se boji tega, da bi prišel v parlament, vsekakor ima pa rezultat med 1 in 4, mu je zelo všeč. Ja, ne, to Jelinčič je na 1+ skoraj gotov, ampak mi je bila skupina Luni bolj za njega, ampak ajde. Ja, ne, on je, mislim, od vseh Lunijev je on najbolj racionalni igralec, veš. Za pirate pa ne vem, pirati so pa tako, veš, tisti, ki so vedno na robu tega, da bi bili relevantna stranka. Meni se zdi, da nekako ne zraste, da to je še kar stranka enega človeka. Pa se pa vedno spotakne v lastno brado, veš, in pol je kar malo narodno. No. Antiša, kaj pa tvoja kombinacija? Jaz bi se strinjal z Aljažem, da je resnica tista, ki bi si zelo želela biti zraven. Po vzoru oziroma po modelu, ki ga je uvedel Zmago Jelinčič. Zmago Jelinčič je uvedel model, ki ni bil v vladi. On je upeljal ta model, ki mu je delal dolga leta. Jaz sem nikoli ni bil v vladi. Ja, pa je skoraj. Sej to so tudi oni skoraj, ampak nikoli ni tudi, ko je pa enkrat kazali, da blizu bil, so pa švicali. Ki bi mogli dejansko res kaj delati. Veš, kaj je bil on? Veš, kaj je bil Jelinčič? Jelinčič je bil tisto, čemu je Janša takrat rekel zajedljivo opozicija pod B. Se spomnite tega izraza? To je bil Hvalica, je sicer to rekel, ampak ja. A to je Ivo Hvalica rekel? Ja. Aha, opozicija pod B. Se pravi opozicija, ki to v resnici ni. Ampak je... že najdu način, ker inteligenten in brihten je pa zelo, da je svojo pozicijo utemeljil tudi s podporo vladi. Ja, veš, eno je biti zunaj pa pomagati, drugo je pa biti noter pa dejansko delati pa biti odgovoren. Ampak dobro, sej super, da nismo istega mnenja. Ja, piko bi klele postavila, če dovolite. Mogoče preden gremo na politbizarke, kateri medijski formati, soočenja, družbena mreža, podcaste šele odkrivamo, plakati gor dol, se vama zdijo najbolj vplivni ali pa tisti money well spent ali pa čas well spent, ko prepričujejo volivke in volivce? Jaz bi rekel, da tokrat pa mislim, da se je tehtnica prevesila na stran novih medijev, da tako rečem, se pravi po eni strani družbenih omrežij, po drugi strani tako imenovanih podcastov, ker to so pač neki pogovori, ki bodo umrli in ne bodo dočakali 203. epizode, kot smo jo recimo mi, To so neki ad hoc projekti. Ja. A veš, ad hoc projekti, ki so narejeni zato, ker je hype okrog tega in dajmo še mi, ampak seveda 23. marca 24. nihče več na to ne bo mislil. Tako da jaz mislim, da je v smislu mobilizacije, nagovarjanja in tako naprej, da so novi mediji zdaj ključni. Ne več televizija, kaj šele radio ali tisk,
Mislim, da se pravi družbena omrežja, podcast, internet. Jaz bi sicer rekla, da če bi recimo jaz od ozadja usmerjala, kam gremo in kam ne gremo, bi sicer definitivno rekla za glavna TV soočenja, to moraš biti zraven, to ne gre ignorirati, na drugo mesto pa takoj nove medije oziroma družbeno omrežje. Ja, moraš biti zraven, ampak jaz sem tvoje vprašanje razumel. Ne, sej, najbolj vplivni. No, meni se še vedno zdijo ta glavna soočenja zelo vplivna. Ja, ki pa vplivajo na stare kozle, kot smo mi, ne? Ki pa zelo grejo na volitve. Stare, pa vprašanje, če vplivajo na. No, sej, to bomo videli. Gledajo. To vprašanje jih sploh gledajo. No, anyway, jaz bi te dve bi definitivno izpostavila, te plakate, po mojem, tudi če jih ni. Ne. Podcasti pa tako, ja, začeli so jih odkrivati, spoznavati, kaj in kako se da, da bi pa kakšno odločilno vlogo igrali, pa še ne. No. Aljaž, kaj pa ti? No, mislim, odločilno vlogo ne igrajo, zato, ker se noben ne upa priti v LDGD. Ne, pa se, smo koga povabili? Ja, pač nismo. Ne. To sem imela vprašanje v enem od intervjujev. Zakaj pri vas nimate politikov? Zakaj ne vabite politike? Bomo imeli na naslednjih volitvah, sam potem naj se pač pripravijo, da bomo grdo govorili o njih. Ja. Ampak nekaj drugega. Glej, hotel sem reči, Nataša, mislim, da moraš vendarle bolj natančno vprašati. No, boš to naredil ti na mesmene. Vpliva na odločene volivce ali na neodločene volivce? Ker mislim, da je to ključna razlika. No, daj srce, zber si, oba odgovora sta pravilna, kakor češ. Ne, glej. Vse zato, ker je zelo različno, da je razvij tezo enega in tezo drugega. Da je televizijska soočenja, da imajo vpliv na neodločene volivce, je tudi vprašanje generacije, tako kot je Antiša rekel, ampak recimo, če se je Luka Mesec da so bila soočenja ključna za to, da se je Levica odlepila od glavnine, mislim, da lahko pripišemo njegovim nastopom. In žal moram reči, predvsem njegovim, ker Asta Vrečko občasno je še preveč nežna v teh zgodbah. Se pač bo dobila kilometrino, ampak še ni tam. Medtem ko novi mediji, pa potem redistribucija vsebin soočen na Instagrame, TikToke in podobno, je pa ključna za aktivacijo obstoječih volivcev, torej tisti, ki te podpirajo, ampak te skrbi, a bodo šli na volitve. In tukaj pa mislim, da so pa družbena omrežja, pa podcasti pa to pa ključni za to, da ti ohraniš entuzijazem ljudi, ki že zdaj trdijo, da so vate. In to sta se mi zdi dve različni špuri in tisti, ki jo bo uspešno pojahal obe v tem ciklu, bo uspešen 22. No, to se v bistvu se mi zdi, kar strinjamo. Ne? In soočenja in družbena omrežja. Zdaj na družbenih omrežjih se bolj malo dogaja tudi brez dogajanja na TV soočenjih in tistih pripravnih 20-sekundnih klipov, ki se potem tam valijo. Jaz sem sicer rekla, recimo, zakaj nimamo mi politikov, mi imamo itak, za tiste, ki ste nas začeli včeraj poslušati, mi imamo itak format z 4 stalnimi glasovi, s katerimi skušamo razložiti, kaj se v politiki dogaja in zakaj. LDGD pač ni še ena postaja na promocijski turneji politikov, predvsem pa tudi imamo občasno specialke, občasno to pomeni samo enkrat na leto, tako frekvenco imamo, tako maks enkrat na leto. Ja, predvsem pa sploh v kampanjah, politiki so zelo vešči govorci, veliko govorijo, povejo pa pismo bolj mal, razen če nimaš, zelo veliko časa za pogovor z njimi, mogoče kdaj v prihodnje. Ja, mislim, v kampanji nihče ne ima interesa, da pride v LDGD, ker bi si škodo naredil, No, izven kampanje pa pač se nobenemu ne da. Ja, definitivno. Mislim, valjda, da greš rajš k nekomu, ki politiko spremlja tako 5 minut na 4 leta. Valjda takšnega lažje obračaš in vrtiš, kakor tudi profije, ki imajo nacionalni medij in kup svojih podcastov. Valjda, da greš tja teže. Čeprav jaz moram reči še enkrat, da sočustvujem s kolegi in tem odmerjanjem še 5 sekund, še 10, 20 sekund vsak. Tako da to mene kar boli še za njih. Prav. Politbizarke. Daj, Aljaž, povej, kdo je zmagovalec prejšnje? Ja, v resnici je bilo kar tesno v bistvu imamo deljeno drugo mesto, ampak there are no prizes for second place, kot v Top Gunu, tako da jebi ga.
Prvo mesto Andraž, ki mu pač na tej točki mahamo, kritike evakuacije iz Bližnjega vzhoda z slabimi 40% glasov. Potem sva si drugo mesto razdelila jaz in Nataša, oziroma Nataša in jaz, z Stevatom in Rdečimi kravami, ter Karlom in ljutomerskim maslom. In na tretjem mestu Antiša, na četrtem mestu Antiša s predvolilnim vlakom na morje. Ki se je v sredo v resnici pripeljal na morje. Tako da, Antiša, potem pa prosim, da kar začneš. Ampak ne bom z vlakom. Ne bom z vlakom nadaljeval, čeprav tudi to, kako je bila ta stvar predstavljena, a veš, me je spominjala na to, da postavim prvo ploščo, zidove okrog, pa drugo ploščo in potem v spalni vreči prespim in rečem, sem se vselil v hišo. To je približno tako je to bilo. Ne? Ampak ne, jaz tokrat bom pa nekrivega, nedolžnega, no, to moram tudi reči, nominiral Zmaga Jelinčiča in njegovo politično oziroma predvolilno kampanjo, namreč njegov slogan je Slovenijo Slovencem, ne. In ker Zmago živi, tako kot jaz, na dvojezičnem območju, potem morajo biti, in jaz to opazim, potem morajo to biti tudi prevedeni. Ne? In je smešno, ko je ta stvar prevedena v italijanščino, ne zato, ker je pač slogan smešen ali karkoli, ampak zato, ker je podton tega, Slovenijo Slovencem, vi, ki berete to v italijanščini, pa fuck off. Ne? Tako da v bistvu ni bizarka slogan kot tak ali ideja kot taka, ampak ureditev, pravzaprav, ki v tem primeru v kombinaciji z sloganom takšnim, kot je, izpade pa kar precej bizarno. Tako. Okay. Ne, super je. Slovenijo Slovencem. Slovenijo Slovencem, vi, ki pa berete to v italijanščini, pa jebte se. Saj se mi zdi, da on malo da tole reciklira, če ni že v prejšnji rundi kaj takšnega imel, ali pa v zadnjih par rundah. To je njegovo geslo. To je to. Veš, ja. Mogoče bi jaz, ker imam tudi plakat, Aljaž, če dovoliš. Sicer sem nekaj časa malo razmišljala, me je navdušil na rekovajih v enem od soočen kandidat Logar, ki je imel veliko zapovedati glede reševanja naših državljanov in državljank in je med drugim rekel, češ, kako so bili slabo pripravljeni, že sam, če bi Grok vprašal. Grok je napovedal, da bo napad 28. februarja in eto, napad je bil 28. februarja. Se mi zdi, da je eno boljših odzivov na to temo, mislim, da je v tistem kontekstu Tomo Mesec pol zabrusil, puno pametan, smo včasih temu rekli. To frazo je Mesec pobral od nekje. Ne, to itak, ampak mislim, da je v tem kontekstu, kaj je on pametoval, kaj bi bilo treba z evakuacijo narediti. Sicer se mi zdi to bizarno pol naslajanje vseh nad sendvičarjem ali pa zdaj nad tole nohtarcem, ampak moja pa je zdaj seveda inflacijo plakatov spremljamo v kampanji, stranke prihajajo ven s težkim topništvom. Jaz bom nominirala ta plakat SDS, Voli za nas, da bo tvoj vnuk še pel slovenske pesmi. Ne? Kar se mi zdi še kar zanimiva kulturna skrb in to od političnega tabora, ki si ob posebnih priložnostih brez večjih zadržkov sposodi tudi kakšno Hrvaško. Zdaj, če smo že pri tem, vnuki po vsej verjetnosti bodo na zabavah, maturantskih izletih in svadbah peli balkansko, tam je, ko slišim, tako, ta repertoar je. Tako da ne vem sicer, koliko uspešen je ta slogan in pri komu, ki še ni njihov volivc, je pa res treba priznati, da redko vidiš politično kampanjo, ki poskuša rešiti državo s karaoke strategijo. Tako da, to je sicer ena pesem, vesta, ne? Kjeri pesmi to govoriš? To je pesem, da bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Boris Kopitar jo poje. Tako, ne me sprašujete, odkot to vem, pač nekako vem to. No. Skratka, grozljivo, osladno, patetičen komad. No, skratka, kaj bo pel tvoj vnuk? Čeprav, jaz si tako prav predstavljam slovenske reperčke, ki so videli ta plakat posebej. Prilko,
Končno stari. Izvoli, Aljaž. Popel bomo slovenske pesmi. Ja, moja politbizarka pa za hipet sem sicer hotel nominirati stranko Levica, ki si je tako mečken grdo sposodila na našega Antiša zadnjič po komentarju. Hvala. Čak sem, zakaj grdo? Glejte, ljubčki, pač to se ne dela, no, enostavno. Pač, zakaj grdo? Antiš je renomiran komentator, povedal nekaj lepega o njih. To je že, ampak ravno to je manje iz konteksta. Gledajte, kaj ne se pohvalil. Ni vas pohvalil pizda, povedal je samo oceno tistega dela, zdaj pa vi to spinate, kot da je, ne vem, tako rekoč, zdaj maha zastavico za vas. Ja, Antiš je to razumela kot kompliment, oprosti, Aljaž. No, hotel sem reči, da v bistvu to vrstne manipulacije grejo tudi v kontekst moje siceršnje bizarke in jaz bom našel danes nosilno temo razglasil za bizarko, ta October Surprise marca, bizarjen se mi zdi, da pač definicija politbizarke, zato ker funkcionira izključno samo v galaksiji te kampanje. Čim jo pogledaš, če stopaš ven iz tega, pač vidiš, kako je to vse skupaj neumno, bizarno, zlagano, zmanipulirano, in se mi zdi, da je to pač ne glede na to, ali se zdaj zgražaš nad vsebino ali nad dejstvom, da se je to zgodilo, zdaj pač to klasična taka bizarka, da se ji vi reče. Hvala lepa, gospoda. Še zadnjih 30. Kaj imate za povedati? Jaz bom imel nadaljevanje jezikovnega kotička. Namreč opazil sem, da tudi na enega od njih si me tudi ti opozorila, Nataša, da ta, kako se reče temu, napačno sklanjanje, ki ga je v slovenski politični prostor upeljal Miha Kordiš, namreč v temu primeru, v našemu programu in v njenemu stanovanju, naprimer. Pa kava z mlekam? Ja, dobro, v tem, ja. Ne, ampak po tej paradigmi zadeve stavke tvorta tudi Zoran Stevanovič in Marko Lotrič. Tako da skupni imenovalec je Gorenjska. Vsi trije imenovani prihajajo z Gorenjske. Lotrič in Kordiš tudi iz istega konca Gorenjske. Ampak ne glede na to, to je narobe. V tem primeru, v njenem stanovanju in v našem programu. In dajmo vsaj za potrebe nastopanja v konvencionalnih starih medijih, kot je radio ali televizija, dajmo probati se tega držati. Hvala lepa. Mene bi zanimalo pokukati, ja, to je res Gorenjska. Kaj ima jaz to slovenščino na Gorenjskem? Aljaž, sem te prav ujela, da si rekel, da hočeš biti zadnji? Ja, sem. Ja. Ok. No, ker je pred nami vikend, ko bodo podelili Oskarje, bom pa jaz en film, ki kandidira zanje, priporočila, in sicer iranski Bila je samo nesreča. It was just an accident. Enega najbolj znanih iranskih režiserjev, Jafar Panahi. Znan je po tem, da v svojih filmih že desetletja zelo neposredno kritizira iranski režim, zaradi tega je bil večkrat zaprt, v hišnem priporu, tudi uradno prepovedan kot režiser, tako da filme včasih snema še kar po gverilsko. Bila je samo nesreča, pa je zgodba o na videz majhnem dogodku, o prometni nesreči, ki pa sproži verigo srečanj med ljudmi, ki jih povezuje preteklost političnega nasilja, ko eden od likov posumi, da je v nesreči udeležen nekdanji zaporniški mučitelj, se začne zapletati, češ kaj storiti s človekom, za katerega misliš, da ti je uničil življenje. Tako da film skozi te osebne zgodbe odpira vprašanja pravice, spomina, maščevanja in družbo, ki ni še uradno obračunala s preteklostjo. Tako da majhen slučajni dogodek, ki odpre zelo velike rane. Bila je samo nesreča. Izvoli, Aljaž. Zdaj se nas spomnila, da imamo prvi slovenski demobranski vojni film, ampak ga že nisem videl, tako da ga še ne morem priporočiti ali ne priporočiti. Najprej eno obvestilo o javnem interesu, ker so taki cajti, dajte paziti na linke, na katere klikate in na SMS-e, ki jih dobivate. Morda je bilo naključje ali pa ne, ampak v
eden od mojih akauntov je bil v teh časih prisluhnjen in tako dalje, tudi te dni tarča nekega poskusa vdora. Tako da, ampak mojih zadnjih 30 gre pa shout-out spet sosednemu podcastu, zato ker bo v kratkem, če že ni bila, ko je to objavljena druga epizoda podcasta, opravičujemo se za vse nevšečnosti, v kateri nastopa moja malenkost. Še enkrat pač hvala vsem trim gostiteljem, ful smo se zabavali, podcast, če ga še ne, če še niste naročeni, ga toplo priporočam, ne samo zato, ker so se spet zmotili in me povabili v goste. Poslušala sem enko, super je, totalno sem videla, da imam sogovornike, ker ste kar precej časa namenili Luni. In tako da vidim, da imate vsi v bistvu posluh, ti se sam mal finga delaš, klele, da ga dajo, da ti to, da te mal ne zanimajo te zadeve, pa ste noter kar orank razdelali. Sem ti vse povedal, kakšna je moja zgodba z astrologijo in to vrstnimi okultnimi vedami. Tako da approve. Ko me čakam drugi del. In to je bilo to. Ura in 55 sekund. To je bilo to. Ostanite še naprej z nami, če boste podprli Metino listo, to lahko naredite na metinolista.si/investiraj, lahko se naročite tudi na zapisnik, da pošljete sporočilo na info@metinolista.si, če ne prej, se slišimo spet prihodnjič. Hvala, pa brez zamere.